Večer, drage gledalke, dragi gledalci. Upam, da ste dobro razpoloženi v nocojšnji najdaljši noči v letu, da ste odmislili vse skrbi in težave, ki jih je natrosilo leto 2012 in da z optimizmom zrete v novo leto. Kamenček v ta mozaik veselega silvestrskega razpoloženja želimo prispevati tudi mi z našo nocojšnjo oddajo, ki bo vsekakor drugačna, tako kot je drugačna nocojšnja noč. Zvenela bo harmonika in odmevali bodo ritmi mehiške glasbe. Začenjamo pa pogumno, z ansamblom Pogum. Nocoj boš spet ostala hčerko sama, ko bom s harmoniko odšel v svet. Otožna noč rojeva se pred vama, ker jaz ljudem grem svoje pesmi pet. Nocoj bo spet minute dolge štela, se spraševala, kdaj se vrnil bom. Za mojo noč ljubezen trepetala in bala se, kje hodil bom in s kom. Moje pesmi vesele bi otožno zvenele, če v misli bi mojih vaju dveh ne bilo. Ni ga briska, ni petja, dražjega od zavetja, ki ga znova in znova pri družini dobim. Spraševala, če si zaradi mene žalostna, z otroškim smihom upanje ti dala, da še pred jutrom znova bom doma. Moje pesmi vesele bi otožno zvenele, če v misli bi mojih vaju dveh ne bilo. Ni ga bliska, ni petja, dražjega od zavetja, ki ga znova in znova pri družini dobim. Ni petja, dražjega od zavetja, ki ga znova in znova pri družini dobim. Ja, pogumovci, ste pa res pogumni. Je bila ta pesem, se bom tako obrnila k tebi, je bila ta pesem namenjena vašim ženam in dekletom? Ja, običajno je v takem času družina najbolj pomembna. Tudi tale pesem je bila narejena zato, da pač ko malo nas je doma in potem saj z nekom ne potolažimo najbližje naše ženske. In tako že 12 let. Hitro, ne? Ker tako se mi zdi, da smo včeraj začeli, da nas pa že kar spet na novo v vašem kanalu.
Ja, se še spominjate oddaje Zaigrajmo in Zapojmo? Tako je, za prvi nastop nas je maskiral gospod Silvester Polak. Bilo je to leta 2001, ampak od takrat se je zgodilo marsikaj in tudi vaših nastopov se je nanizalo ogromno. Prebrala sem več kot 40 nagrad samo na festivalih raznih širom Slovenije. Katera vam največ pomeni? Meni osebno so bile vse te nagrade, ki smo jih dobili za večglasno petje, se pravi Korenova plaketa, Šifrerova plaketa, Vurberg, Ptuj. Te osebno meni, mislim, da drugim fantom tudi. Pa se bom obrnila še na levo stran in povprašala tako, v teh 12 letih sem rekla 40, več kot 40 nagrad. In zelo pridni ste bili 5 zgoščenk, ampak sedaj že 6 let nič. Ne me tako grdo gledati. Ne, začudeno gledam. Kaj se dogaja zadnjih 6 let? Ja, nehali smo obiskovati te festivale, kar pa tudi pomeni potlej manj novih skladb, tako da smo se bolj nekako, pač bolj smo hodili na špile, pa smo rajš tam mehno več truda podali od sebe. Pa je res pa neka nova stvar, da na novem CD-ju, ki smo ga sedaj izdali 19. decembra. Nov CD imate, res? Res, ja. Ja, tukaj ga je Božiček prinesel. Nov CD ima skupina Pogum. V tem času ste tudi harmonikarja zamenjali, kaj? Tudi, ja. 6 let. 6 let? Ja. Pomeni harmonikar je kriv, da ni prej šla zgoščenka. 6 let sem snemal. Po 6 letih res je išla nova zgoščenka. V čem je ta zgoščenka različna od tistih 5 prej? To, da je nov harmonikar, ne? V bistvu, zdaj na tem našem zadnjem projektu so res samo izbrane skladbe in potrudili smo se, da smo naredili, koliko se le da kvalitetno. No. To je velika razlika, to je velik naš napredek v primerjavi s ostalimi zgoščenkami. Verjetno bomo tudi nocoj kaj slišali. Jaz sem prepričan. Ja, in potem je bolje, da se jaz umaknem, pa da slišimo še kakšno pesem. No, pa če znate dobro imitirati, lahko ostanete tudi le. Odpiram usta, pa ne bom, ker ne znam biti tiho. In potem to vaše večglasno petje bi lahko malo čudno zvenelo in bi se vi spraševali, zakaj. Ja, ampak vsi pravijo, da bi nam mogoče pevka prav prišla. Ja pa res, ste razmišljali kdaj o pevki? Nikoli, v bistvu, zato ker mi imamo radi mir, tudi ko gremo na špile. Zdaj vam bom jaz povedala, zakaj nimate pevke, zato ker to vaša žene in dekleta ne dovolijo. Ja, no mi smo se takrat, ko smo začeli igrati, smo se izbrali pot, kot so bili recimo ansambel Uzeta Slaka, Fantje z vseh vetrov in pač prvi navdih in pomoč smo dobili od njih in so rekli, puste punce doma, pejte vi sami špilati. Zaenkrat deluje. Ja, in tudi nocoj ste sami, pa se bom še jaz umaknila, zato da bomo slišali lepo pesem. Velja? Tako. Cagov je bil fantič, upal si ni prav nič, na skrivaj je po dekletih gledal. Eno si je izbral, rad bi srce ji dal, pa nikdar ji tega ni povedal. Drugi je v vas prišel, hitro mu jo prevzel, nič ni čakal, nič se sprenevedal. Jo za ženo je vzel, Cagov si je našo plev, šrangole postavljati je smel. Rum za pogum, pa bo drugače vse. Če si boječ ali močeč, rum dela čudeže. Rum za pogum, super izum, da osvojiš dekle. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te.
pa je še kar tako. Srečale s pogumnimi koraka, nič ni spremenil čas, sam je prijatelj naš, z drugim vedno mu ušla je vsaka. Pa smo se srečali in mu povedali, kaj izbil že nagradi junaka. Zdaj pa ta glavni je, sploh ne ustavi se in za njim obračajo se vse. Rum za pogum, pa bo drugače vse. Če si boječ ali močeč, rum dela čudeže. Rum za pogum, super izum, da osvojiš dekle. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Rum za pogum, super izum, da osvojiš dekle. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Rum za pogum! Rum za pogum, bom kar tukaj povprašala, pa ta rum za pogum res deluje? Deluje. Samo moraš imeti pogum. A, prej kot rum. Že prej moraš ga imeti. Aha, zakaj ste si pa pogumovci izbrali naslov, ime vašega ansambla Pogum? Ker prej ga nismo imeli, smo ga rabili in pa smo ga pa dobili. A, tako to deluje. Jaz sem pa mislila, da ste ga imeli preveč, pa ste se zato poimenovali Pogum. Od začetka ne, pa je bilo pa že preveč malo, ampak se pogliha. Zdaj ste že pogumni, ne? Mislim, da kar smo, ne? Tukaj je en velik inštrument. A ja, dobro, za nasloniti tako, ne? Zato ti igraš ta inštrument. Ja, zato da se večkrat še spočinem. Mimo grede, oni se nimajo na kaj nasloniti, ne? Ja, to pa res ne. Tebi je lažje, ampak za nositi ali pravi ansambli imajo tiste, ki jim prenašajo inštrumente, vi tudi, ne? Mi zaenkrat še kar sami, ker smo že taki fante, krepki, mladi, močni, tako da to sploh ni problem. Drži, grem še malo na tisti konec, še slišati, kaj beži harmonikar, 6 let se je pripravljal za zgoščenko, to sem si zapomnila. In kako je minilo teh 6 let v ansamblu Pogum? Mislim, da je kar prekratka oddaja, da bi vse opisal, kaj smo doživeli. Toliko se je zgodilo? Ogromno. Tudi na turneji v Kanadi so bili pogumovci, vi tudi? Ne, jaz nisem bil. A to je bilo še prej? Eno leto za njim, za testo sem prišel, ne? In kako je bilo v Kanadi? Fenomenalno. Res? To pa res. Tako stvar bi rad še enkrat ponovili in če bo res priložnost, bi šli takoj. Pa ne samo v Kanado, tudi kam drugam. Sem slišala, da ste prvič vsi leteli čez lužo, je bilo hudo? Ne, ni bilo hudo, ne. Doktor ti ponudijo belo vino, rdeče vino, šampanc, ne, pa še kaj drugega, pa še pir, ne. Pa vi niste pili? Ne, sploh ne. Ja, Ponudili so, ne, ampak mi smo to zavrnili. Rajkašen bi... Potem se pa jezik zaplete, seveda, že ob misli. Kako je bilo pa v Kanadi, kako so vas naši Slovenci sprejeli? Res kot doma smo bili. 3 tedne smo živeli tam kot kralji, zredili smo se vsak za 10 kil. Povejte, da ni bilo slabo. Ne grem v Kanado zaradi tistih 10 kil. No, to tako je. So nas pa res v bistvu za hoteli v 3 tednih pokazati čisto vse, kar je možno v Kanadi videti. In tako, če ima kdo priložnost, je Kanada res ena taka dežela priložnosti, ki se splača obiskati. In če imaš pa še tako srečo, da te Slovenci peljajo okoli, potem pa res super. In kaj si pogumovci želite in kaj načrtujete v letu 2013? Leto 2012, a sem ga odložila, je prineslo novo zgoščenko. Kaj bo pa leto 2013? 2013 bomo pa seveda tudi snemali nove viže. In obljubim, da ne bo trajalo spet 6 let. Pa imamo še namen posneti vsaj 2 videospota, tudi kakšnega več mogoče. Teda zaenkrat je to, kar se z naše strani tiče, pa čim več igrat. To, kar si po mojem vsak ansambel želi.
Skratka to, nam je glavni cilj, da najbolj razveselimo vse te oboževalce, oboževalke tudi, ne. Pa da smo... Teh verjamem, da je kar nekaj. A ja, ne smete povedati, ker so doma dekleta in žene, ja. Torej doma veliko otrok. Ja, seveda, delamo na tem, ja. Dobesedno je prav povedal, ko bo vzel čez kakšen mesec očka. Bo očka postal harmonikar, tudi dela na tem. Jaz sem že. Je že naredil produktiven ansambl Pogum. Zdaj vem, zakaj ni bilo zgoščenke. Delali ste druge stvari. Sej vem, to ne gre skupaj. Nisem razmišljala sicer, ne bi postavljala takšnih neumnih vprašanj. Torej, mi ostane le, da resnično to leto 2013 izkoristite maksimalno, da bo to eno produktivno in uspešno leto, da dobro promovirate vašo novo zgoščenko po 6 letih in uživate v glasbi, ker ti prepričana sem, da to počnete z veseljem. To pa res, v bistvu, to nam je en tak glaven hobi, ki je res, brez njega ne bi mogel noben zdaj ostati. No in v tej priliki seveda gledalkam in gledalcem želimo v 2014 veliko korajže, poguma, pa dobre volje, pa vse zlaufa. In s temi lepimi željami vas prepuščam ansamblu Pogum. Popolno sem nekoč iskal noči, ko mesec mlad sijal ti je v oči. In prvi žarek zlat me zbujal je, ob tebi sem želel še dlje. A ti bila si kakor skrit zaklad, kot prvi sneg, ki čaka na pomlad. Da se stopi in prebudi, življenje novo preklivat. Povem ti, spet imam te rad. Popolna zame si, edina ti, in svet od tebi se mi lepši zdi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. In kadar solza ti preklic drsi, ko si v oblak ti tvoj nov dan stemni. Na ustne vroče dam ti nov polju, za zimo pride pač pomlad. Povem ti, spet imam te rad. Popolna zame si, edina ti, in svet od tebi se mi lepši zdi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Zame si, edina ti, in svet ob tebi se mi lepši zdi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. In vse na svetu zdaj pomeniš mi. Sem že nazaj in z menoj mladi člani ansambla Petan iz okolice Novega mesta in Trebelnega. Vsi skupaj štejejo manj let kot jaz sama. Zveni grozno, za mene seveda. Zato sem ostala kar malo brez teksta. Fantje, najbolje, da vi eno zaigrate. Začetek vsake zgodbe je, ko fant močno zaljubi se, zagleda luštno deklico, obrne svoj pogled za njo. Če vrne mu pogled nazaj in zacveti kot cvetja maj, ulička svoja zaordi, nikamor se ji ne mudi.
Ljubezen se razvije v cvet, oba privlači kot magnet. Združuje ju ljubezen ta, ki zaigrati se ne da. Potrdna res ljubezen je, zaprosi fant svoje dekle, k poroki zdaj se piljeta, oba noro zaljubljena. Zakonski stan pristopita, odgovornost skupaj sprejmeta. Najbolj živita srečen par, otroke naj dobita v dar. Ljubezen se razvije v cvet, oba privlači kot magnet. Združuje ju ljubezen ta, ki zaigrati se ne da. Potrdna res ljubezen je, zaprosi fant svoje dekle, k poroki zdaj se piljeta, oba noro zaljubljena. Zakonski stan pristopita, odgovornost skupaj sprejmeta. Najbolj živita srečen par, otroke naj dobita v dar. Najbolj živita srečen par, otroke naj dobita v dar. Bravo, fantje, lepo ste to odigrali. Grem kar najstarejšemu. Denis, ti si najstarejši, ne? Tako je, ja. Ti si polnoleten. Ja. Ti pa še nisi, kaj? Ne. Koliko jih šteješ? 15. 15, tudi jaz sem jih nekoč imela. Ampak, Denis, kako je pravzaprav nastal ta ansambel, ki ga tvorita dva Denisa in en Primož? No, naš ansambel je nastal približno pred 3 leti. No, zgodba se je začela po bistvu tako, da jaz in brat Primož smo predtem že kar nekaj igrala, pa nastopala. Potem pa se nama je porodila želja v bistvu, da bi imela en ansambel. In tako v bistvu smo imela srečo, ker je oče poznal očeta od Denisa. In smo se spoznali in imeli prve vaje. In takoj smo s Primožem videli, da Denis je ta pravi za stvar, da je nek poseben deček. In takoj smo v bistvu rekli, da bomo kar ustvarjali ansambel in smo že začeli trenirati. No. Ampak predtem ste še malo v glasbeno šolo hodila, kaj? Ja, jaz pa Primož smo tudi v glasbeno šolo hodila, jaz za diatonično harmoniko, on pa za klaver v bistvu in kasneje tudi malo za kitaro. No. No in 3 letih 3 mladi fantje pa že žanjete nagrade, kar nekaj ste jih nabrali v teh letih, kar nekaj svojih pesmi posneli. Kdo piše pesmi, besedila, glasbo? No, največ besedil je napisal v bistvu naš oči. Napiše skoraj vsa besedila. Eno besedilo je napisal Matej Kocijančič. Drugače pa glasbo pa jaz delam. Za vse dosedanje pesmi sem jaz glasbo napisal. Tako da je kar bolj kot ne vse doma. No, aha, doma nastalo. Tako, ja. Lepo. In kaj bomo še danes slišali? Kaj boste sedaj zaigrali? Naslednja skladbica je naslov Zgodba ljubezni. To je taka skladbica za zaljubljene.
in tudi bi rekel, lahko da paše v ta čas. Videla sem, da ima še eno harmoniko, jo moraš kaj zamenjati? Ja. Ali pa kar zamenjaj, se bom jaz posvetila Primožu in drugemu Denisu. Primož, o zaljubljenih je rekel, si kaj zaljubljen? Zaljubljen sem, punce pa še nimam. Bomo videli. Kaj, še nisi izpovedal ljubezni, ali kaj? Ne, še nisem imel poguma. Drugo leto? Mogoče že letos, ne vemo. Ne bo več veliko časa, izteka se to leto, ampak drugo leto to naredi. Kaj pa ti, Denis? Ti pa že imaš punco. Ja, ne še. Kako zdaj to, mladi gimnazijci? Zaljubljen si pa tudi ti, kaj? Ja. Aha, torej zaljubljena sta, tebe ne bom vprašala, tako se smeje, da vem, da ima tudi punco. Ma Denis punco. Eto, sem uganila. Vidva pa to opravita prihodnje leto. Sicer pa vem, da vsi igrate nogomet. Ti celo resno treniraš. Tako je. Kaj bo zdaj na prvem mestu, nogomet ali glasba? Moram reči, da je na prvem mestu glasba, nogomet pa imam za sprostitev. Čeprav je tudi glasba za sprostitev, ne? Samo nogomet tudi uživam. Nogometni klub Krka Novo mesto? Ja. Super. Vidim, Denis je pripravljen, pesem tudi in najbolje, da prisluhnemo, kaj ti obljubila sem, da v nocojšnjem večeru ne bomo veliko govorili, pač pa bo bolj glasba tista, ki bo govorila. Zato, fantje, izvolite. Sončece moje za goro beži, jaz pa pogrišam ti tvoje dlani. Tvoji dotiki spominjajo me, bila sva mlada, ljubila sva se. Občutki so lepi, več povedo, nora ljubezen razi mi oko. Prisluhnem tišini, vedno boli, za me najdražja še vedno si ti. Kako naj pozabim te, ta tvoj nasmeh, tvoje lepe besede in veter v laseh, še vedno si moja ti, si te želim. Počakaj še malo, nazaj te dobim. So lepi, več povedo, nora ljubezen razi mi oko. Prisluhnem tišini, vedno boli, za me najdražja še vedno si ti. Kako naj pozabim te, ta tvoj nasmeh, tvoje lepe besede in veter v laseh, še vedno si moja ti, si te želim. Počakaj še malo, nazaj te dobim. Še
Jaz bi kar malo zaplesala, pa nimam s kom. Lepo ste to odigrali, fantje, ljubezen vam je blizu, to smo slišali, ampak ne razumem nekaj. Zakaj vam je tako blizu harmonika? Vsi trije ste gimnazijci, vsi trije ste mladi, zakaj harmonika? No, v bistvu je tako, ne. V krvi imamo, bi lahko rekel, tudi glasbo, ker tudi oči in tudi starate sta igrala harmoniko, ampak v bistvu lahko rečem tudi, da igramo tudi druge zvrsti, no. A tako, igrate tudi zabavno glasbo potem? Tudi, ja. Še kaj morda? Dalmatinske mogoče? Dalmatinske pojete? Ja, sej, to bi skoraj verjela, ker ste trije pevci, pa lahko tudi to slišimo? Seveda. Res, se umikam. Verjetno morate kaj stopiti skupaj, kaj? Ja, tako. Tako je. Izvolite. Ružo moja crvena, neubrana ljubavi, ti si bolj jedina, suza moje mladosti. Recite joj, da bez nje nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Recite joj, da bez nje nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Prošla je već godina neubrana ljubavi, još si bolj jedina, uspomena mladosti. Recite joj da bez nje nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Recite joj da bez nje nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Bravo, to je bilo pa tako iznenada, nenapovedano, vendar gre. Resnično moram povprašati za konec, kakšni so vaši načrti? Ne samo za leto 2013, ampak kje se vidite v prihodnosti, Primož? Načrtujemo še obiskati veliko festivalov, izvajati kvalitetno narodno zabavno glasbo, ker jo imamo zelo radi. Pa načrt imamo tudi posneti videospot. Sicer pa leto 2013 je pred vrati. Kakšne so osebne želje? Osebne želje so... Da ostanete prijatelji, ker vidim, da ste prijatelji. Tako, ja. Da ostanemo prijatelji, ne? Pa da bi čim več igrali, izvajali to našo glasbo, tudi seveda, da bi čim več naših lastnih skladbic posneli in jih lahko dali v bistvu ljudem, ki jo radi poslušajo. In tako kot je Primož rekel, da bi čim več na festivalih nastopali in pač tudi kaj dosegli. Moram še povedati, da na vajah, naprimer, ko imamo vaje, nimamo načrtov samo, da na vajah pač, da treniramo in to, ampak na vajah tudi uživamo. Pridemo se na vaj tudi zabavati in uživamo v tej glasbi. Lepo je slišati in mi smo uživali nocoj z vami in kaj boste zaigrali še za konec? No, za konec bomo zaigrali pesem, ki je napisal Matej Kotjančič in sicer z naslovom Dedek. No, kot naslov pove, govori o dedku in potem o očetu, kako očita sina, kako delati z dekleti.
Aha, ja, lepo, o tem se morate še naučiti, Denis že zna, ti, ki si zaljubljen, se moraš tega naučiti, Denis, ti se moraš zaljubiti, sedaj sem to jaz kot mnogo starejša od vas podelila vse naloge. Fantje, hvala lepa, da ste delili ta nocojšnji večer z nami in resnično vam želim, da se vam uresničijo vsi vaši načrti. Sedaj pa se prepustimo še enkrat glasbi. Moj dedek govori, beseda hriše mlade dni, popil je dolgo noč, pod oknom svoji ljubici, za bitko bačevi, je kupil lidskovo srce, ko oča spali so, pa splizal je do njih. Moj oče govori, kako je govoril mamici, da bliz jo je peljal v stari rjavi galtrci, za poljubila se, ko zaigral je agropop in obljubila si, na lončiju le grob. O fantuca ga ven pregovor go, mori in o pogumu me učijo pridniki. Ker velik sem krepek zaljubljeni junak, še jaz napravil prvi bom korak. Moj brat spominja se njegove prve deklice, ki se ujela je na dolge skuštrane lasi, kitaro ji je igral, jo včasih na izlet peljal, še pridno je odšla, pa drugo je iskal. O fantuca ga ven pregovor go, mori in o pogumu me učijo pridniki. Ker velik sem krepek zaljubljeni junak, še jaz napravil prvi bom korak. Ker velik sem krepek zaljubljeni junak, še jaz napravil prvi bom korak. V tem kratkem predahu smo mi razširili studio, upam, da vi spili kakšen kozarec, česarkoli že. Z menoj v studiu je namreč kar 7 mariačev. Mariači Fiesta en Jalisco iz Brežic. Dobrodošli v našem studiu. Nekako smo se zgnetli vsi. Toliko prostora je bilo. Miran, pa bom tebe poprašala za začetek. Mariači Fiesta en Jalisco iz Brežic. Kako iz Brežic? Enostavno iz Brežic, zdaj to bolj poslovenjeno zveni, ampak ker se skušamo z našim delom približati čim bolj mehiškem stilu in tudi glasbo prirediti na tak način, mi pravimo, da smo iz Guadala Brežic doma. Aha. In to samo zato, ker tudi naše ime, Mariači Fiesta en Jalisco, ne bi povedali gledalcem, da to pomeni fešta v Jalisku.
danes fešta v studiu vašega kanala. Točno tako. Bo šlo vseeno. Fešta v studiu vašega ali našega kanala? Vašega. Našega, okej. Našega kanala. Tako. Fino, razčistili smo vse za začetek. Jaz sem zelo vesela, ste opazili, nisem več najstarejša, ne Andrej? Ja, nažalost je tako. Oziroma, nažalost, zaradi mene, nažalost, zaradi tebe. Sem čisto zadovoljna, sem čisto zadovoljna. Ampak jaz verjamem, da naše gledalke, gledalci želijo čim prej slišati naše marjače s prekrasnimi sombreroti na glavi. Gospa, vi ga nimate? Ne, jaz imam pa rožo. Aha. Vi rožice ne boste staknili, verjetno, fantje, odložite, ko pojete ali ne? Najraje odložimo, kajti nikoli ne vemo, od kod nas ljudje gledajo in poslušajo. Včasih pridemo pod okno, pod okence igrati, takrat skoraj moramo imeti. Drugač bi videli sem sombrero. Ne, ni v tem. Hec je v tem, da na začetku smo nujno mogli imeti sombrere, ker smo se bali, da nas bo kdo polil. Zdaj, ko smo že toliko naredili v tem, da smo kar nekje poznani, pa lahko brez sombrerov, tako da tudi mi vidimo, kam bomo še prišli igrati. Aha, torej, jaz bom vesela, da vas vidim tudi brez sombrerov, sombrerotov. Pojma nimam, kako se sklanja, kako je prav. To je pa že mehiška govorica, ki jo jaz ne obvladam, zato je najbolje, da se počasi umaknem in prizorišče prepustim našim marjačem. Kaj bomo slišali za začetek? Za začetek bomo slišali, da preidemo v en program, tudi komad, mehiški sicer, z besedilom slovenskim, ki imamo tudi srečo, ki ga je naš Jože, trobentač Jože, napisal v slovenščini. Po Sloveniju in da gremo na tak način naprej. Tako, da ne bo prehud preskok od harmonike na mehiško glasbo. Jaz vas prepuščam našim gledalkam in gledalcem in se umikam in bom uživala. Ja, ampak bi zakrivala pogled. Muchachos! Señores, el señoritas, el Speedy González. Taekwondo, tequila. Ko zjutraj slišim spet zvoke trobente, sombrero moj odšel bo na pot, saj komaj čakam, da spet jo zaslišim, to lepo pesem iz mojega srca. Zdaj sreča spet mi je roko podala, da moja draga še čaka na me. S trobento spet bom v njenem objemu, ljubezen vročo podal ji v srce. Ako pa pot me bo znova klicala, sombrero moj odšel bo naprej. Trobenta moja, tequila in pesem v srcu mojem zavedno živi. Zjutraj slišim spet zvoke trobente, sombrero moj odšel bo na pot, saj komaj čakam, da spet jo zaslišim, to lepo pesem iz mojega srca. Zdaj sreča spet mi je roko podala, da moja draga še čaka na me. S trobento spet bom v njenem objemu, ljubezen vročo podal ji v srce. Ako pa pot me bo znova klicala, sombrero moj odšel bo naprej. Trobenta moja, tequila in pesem v srcu mojem zavedno živi. Si, senor! Bravo, si, senor. Kaj to pomeni, si, senor? Si, senor.
Ni prevoda. Da, gospod. Da, gospod, lahko tudi da, gospa, ne sme. Dobro, kakorkoli. Se prerivam nazaj tam, ker sem bila prej, ker ti imam sedaj veliko vprašanj. Kdo je bil že v Mehiki? Ne. Po resnici povem. No, lejte, govorim v imenu cele ekipe. Marsikje smo že to povedali, ker sicer ne verjamejo. Lansko leto smo bili skoraj vsak mesec v Mehiki. Res? Resnično, gospa. In sicer skoraj januarja, skoraj februarja, skoraj marca in tako naprej, do dan danes sicer še nismo bili. Skoraj? Skoraj. Ampak zdaj po novem letu pa mislim, da bomo skoraj šli. Skoraj boste šli v Mehiko. Je to načrt za leto 2013? Je. V Mehiki še niste bili, mehiško glasbo prepevate. Oblačila so originalna mehiška? Sicer po originalnih mehiških načrtih ali krojih bi si lahko rekla, ampak narejena prav v Brežicah. Torej tudi šivilje imate mehiške v Brežicah. Krojače imamo. Krojače, dobro je. Kako potem, odkje je zdaj ta ljubezen Mehika? Slišim tudi govorico, poznate mehiško. To vse iz mehiških nadaljevank? Ja, zdaj ste me, prehiter ste povedala. Hitro mislim. Nič hudega. Najhitreje se naučimo tam, ker tudi danes, če pogledamo, večinoma ljudje postajajo brez služb in najceneja je proizvodnja doma tega, kar bi se mi recimo lahko odločili in iti nekam drugam poslušati. Se sedeš pred televizor in si pogledaš mehiško nadaljevanko eno in malo počakaš, je že druga, tretja, v vsaki imajo isto govorico in na bazi tega boste slišali tudi našo mehiško izgovorjavo. Kako bi se recimo reklo po mehiško, srečno novo leto? Tega ni v nadaljevanki. Ni v nadaljevanki, ampak zdaj, danes zvečer, ne? Danes zvečer pa bo. Danes zvečer bo v nadaljevanki, ki se začne 10 do polnoči. Ne prezrite tega, ljudje. Da boste slišali srečno novo leto po mehiško. Ja, kaj bomo pa mi slišali še v nocojšnjem večeru? Bomo sedaj stopnjevali to dozo mehiškega melosa? Je tako, no, pripravili smo še kar nekaj komadov za nocoj. Do polnoči. Sicer jih bomo tudi nekje odzadaj, ker danes pač, ko si sežemo v roke, ne bomo prenehali. Bomo vse po mehiško. Tako, vse po mehiško. Skoraj. In pripravili smo vam en komad, sicer v naslovu je, da ni vredno. Prevod gotov je. Ja, prevod. Kaj je prevod? Ja, gotov je. Kdo? Ja. Vaš kanal ne. Ne, to je štart. Dobro je. Z današnjo oddajo naprej je štart. V glavnem, ni vredno je prevod, ampak še zmeri, tako kot vsaka druga stvar, je vredno, ampak res vredno ob tem komadu gledati še naprej vaš kanal. To je tako lepo povedano, da niti besedice ne dodam, bežim in se prepuščam marjačem. No vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. No vale la pena tus distantes citas, casi no te veo. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero.
para un enamorado. No vale la pena. Je vredno, res je bilo vredno poslušati in tista mi je všeč. Je vredno gledati vaš kanal. Tako. Ja, ta je bila zagotovo. Ja. To je po mehiško? Po mehiško, ja. Kako? Nova lela pena. Miran me pa popravil. Jaz ne bom popravljala, ker ne znam. Miran, boš popravil? V prevodu to pomeni natančno, res da je malo besedila, ampak je v slovenščini drugače. Vse gledalce nagovarjamo in prosimo, da v naslednjem letu srečno in zadovoljno spremljate in vsak dan gledate vaš kanal. To je prevod. Še v mehiškem? Še v mehiškem? Nova lela pena. Kako so ti Mehičani tako strnejo besedilo, ne? Zelo so varčni z besedami, ne? Pri glasbi niso tako varčni. Ne, pri glasbi so dosti obširnejši, ampak zato, ker imajo velika srca, kakor tudi Mariači, sam Mariači, ki je nastal od bolj revnih glasbenikov, ki so si na začetku krajšali čas s tem igranjem, potem pa so jih tisti višji sloji opazili, jim je bilo všeč in so si s tem na začetku tudi služili kruh. Potem se je to razvijalo naprej, tako kot vaš kanal v razvoju. In ko prideš do viška tega, kar znaš, čeprav zmeri tudi ne znaš vsega, ko pa prideš tam nekje na višek v Sloveniji, potem pa si naročiš Mariači, Fiesta in Jalisco. Bravo, tudi mi bomo to storili. Smo skoraj na višku, ker smo vas naročili za nocoj. Res. Tam pod vrhom. Kaj bo šele leto 2013? Gospa, kako vi obvladate teh 6 fantov? Vidim, kako zelo dobro znajo govoriti. Dober, ne? Ja. Posebno eni, ne? Ti za vašim hrbtom so vam bolj znani, kaj? Te pa še bolj, ja. Sem slišala, da ste v sorodu. Ja, gledajte, tole je moj mož, to je moj sin, tako da imam vse sabo. Pa še eno hčerko imamo pravzaprav doma, no. Vas čuvajo, tako, zaledje je. Tukaj... Mi smo pa strici iz ozadja, mi 3, 4, ja. Ja, od njega tudi štejete med strice. On je že skor teta, ja. Ja, ne bom mu dala več mikrofona zmenjeno. Tudi jaz se prištejem k njihovim 300. Jaz sem pa vesel, da smo preživeli konec sveta. To! In da je pred nami leto 2013. Imate kaj 13-tica? To je dobro. To treba samo pozitivno gledati in vse bo okej. Kakšno bo to leto? Moram takšnega pozitivnega vprašati. Ja, mi bomo vsak mesec igrali najmanj 32-krat, ne? Tudi če bo 28. Pa še na vmes boste šli v Mehiko. To pa vezno, vsak mesec, skoraj vsak mesec, ja, tako je. Vidim, da vam dobre volje ne manjka. Tukaj se skriva en gospod za tvojim hrbtom, ki ga še nisem slišala. Zakaj ste se postavili tako ob stran? Pa jaz zmeraj stojim tako za mojim Miranom, ne. Aha. Drugač pa vedno gledam vaš kanal, igram Eurojackpot in ko bom jaz zadeval na Eurojackpotu, potem pa vsi gremo v Mehiko. Grem tudi jaz z vami. Držim pesti. Eurojackpot v letu 2013 je vaš in gremo v Mehiko. Nocoj bomo šli pa v Mehiko bolj z glasbo. In jaz vem, jaz poznam tudi mehiško pesem. Poznam tisto, mi imamo mnogo problemov. To je sicer himna zdaj. Ne vem, če moram mirno stati kot to. Dajmo tako reči. Bomo poskusili tudi, mi imamo mnogo problemov, ampak s tem, s to pesmijo, ne bi se spominjali tega leta, ki zdaj odhaja. Odhaja, ja. Z dobrim namenom v novo leto, pa še zmeri mi imamo mnogo problemov. Bomo naredili tako? Zmenjeno. Naj ti problemi ostanejo v letu 2012. A vi znate to pesem? Ja, zdaj bomo poskusili. Se veste, Mehičani se hitro učijo. Aha.
Bomo poskusili, ne? Vaja, vaja. G-dur. Dur. Aha. No pa dajmo. Mi imamo mnogo problemov, mi lutamo svijetom meskinto, nosimo brkove si očales, a svi nas zovu Speedy Gonzales. Mi imamo mnogo problemov, mi lutamo svijetom meskinto, svi nas zovu Speedy Gonzales. Aj, mama Juanita, Gonzales po svijetu skita. Aj, mama Juanita, Gonzales po svijetu skita. Mi imamo mnogo problemov, mi lutamo svijetom meskinto, sviramo stare gitare, a svi nas zovu Speedy Gonzales. Sviramo stare gitare, a svi nas zovu Speedy Gonzales. Aj, mama Juanita, Gonzales po svijetu skita. Aj, mama Juanita, Gonzales po svijetu skita. Aj, mama Juanita, Gonzales po svijetu skita. Sí, señorita. To je bila pa zelo hitra vaja in učenje. Katerem duru že? G-duru, ta je bil pomemben zdaj. Dobro, ajde. Vsekakor naj ti problemi ostanejo v letu 2012, v tem smo si vsi enotni. Kaj si pa vi, razen tega, da boste šli v Mehiko, želite v letu 2013? V letu 2013 najprej, če je zdaj prav moment, da voščimo vse najboljše, pa naj povem tisto, kar bi mi najraje v 2013, da to, kar mi delamo, kar bi želeli s tem veseljem, s katerim mi to delamo, poslati med slovenski narod preko našega igranja, preko naših duš, v njihova ušesa, v njihova srca. In ko nam to uspe, bo naše poslanstvo zaključeno, ampak samo z napredovanjem. Takrat bomo pa začeli s slovenskim narodom skupaj gledati mehiške nadaljevanke. Ja, ne vem sicer, katerega leta bo to. Ja, 2013. 2013, dogovorjeno. Zelo lepe želje, verjamem, da jih naši gledalke in gledalci sprejemajo. In jaz želim vam, da to veselje nadaljujete tudi v letu 2013. Gospa, imate vi kaj 2013, vas kaj muči? 13-tica? Ne, čist nič. Srečna številka, ne? Tako srečna za mene, ja. Tako je. Torej, želim vam, da nadaljujete z vašo
mehiško glasbo, s tem melosom, s tem ritmom, ki prija tudi slovenskim ušesom. V to sem prepričana, meni zelo. In da resnično odpotujete v Mehiko, pa obvezno jackpot, Eurojackpot, ne? Tisti, ki je malo večji, ne? Kaj naj zaželim vam, drage gledalke, dragi gledalci, ker ti ura teče, nič ne reče in tudi oddaja Vaš krog, tokratna silvestrska oddaja Vaš krog, se približuje svojemu koncu. Najlepše se zahvaljujem vsem mojim nocojšnjim gostom. Upamo, da smo vam z melosom Mehike, zvokom in zvenom harmonike malo pričarali veselega razpoloženja v vaših domovih in upam in verjamem, da veselo, razpoloženo, optimistično gledate na leto, ki je pred nami. Želim vam vse dobro v njem, veliko zdravja, veliko sreče in veliko optimizma. Za konec nocojšnjega večera pa sem prepričana, da bomo slišali še eno lepo mehiško. V redu? Lahko povem? Ja, lahko. No, te se sicer mi ne bomo domislili ta moment, smo jo že igrali. Je pa pesem, ki verjetno veliko večino vas, koliko vas je zdaj verjetno, 1,5 milijona, tako, nekaj takega, eni že spijo pred ekrani, nekje slišalo. Naslov pa je Mama Juanita. Mama Juanita in Mariachi Fiesta en Jalisco iz Brežic. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa le še srečno. Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gustos y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Cantaron las ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Jasno to jutro, ko prihajam k tebi v uši. Prišli smo vsi veseli, ti iskreno čestitati. Ko si se ti rodila, so cvetile rožice. Na tvojem krstnem kamnu so prepevale ptičice. Že vstaja zlato sonce, se že dela beli dan. Vstani, vstani, mama Juanita, je že krasen sončen dan. Že vstaja zlato sonce, se že dela